Drage gledalke, dragi gledalci, nocoj gostimo v našem studiu gospoda Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke. Gospod predsednik, dobrodošel v našem studiu. Dobro večer, lep pozdrav, hvala za povabilo. Zdaj vsi ga poznamo, pa kljub temu mogoče prvo vprašanje, najprej nekaj v vaših uvodnih misli, kako vi običajno predstavite vašo stranko? Gre za stranko Slovenske pomladi, stranko, ki je danes neka združitvena energija večjih strank nekdanjega Demosa. Slovenska demokratska stranka je danes pravna in politična naslednica Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije. To sta bili dve ustanovni stranki koalicije Demos, ki je zmagala na prvih svobodnih volitvah, demokratizirala Slovenijo in v svoj politični program, ki ga je kasneje uresničila, zapisala tudi slovensko osamosvojitev. Tako da pomladna stranka je za nas ime, ki mu pač ne nasprotujemo. Z političnega vidika smo stranka izvorne demokratične provenience, skratka smo nastali na novo v času Slovenske pomladi, v času, ko so nastajale prve zveze in stranke v Sloveniji v začetku leta 1989. Prvi iniciativni odbor pa je bil ustanovljen že prej ob znani litostrojski stavki, pravzaprav več kot leto dni prej. To, kar danes predstavlja Slovenska demokratska stranka v širšem oziroma evropskem prostoru, je program evropskih ljudskih strank. Smo člani Evropske ljudske stranke, te družine, ki združuje evropske krščansko-demokratske, konzervativne in demokratske stranke. To je najmočnejša politična sila v Evropi. V zadnjih 2 tednih so naše sestrske stranke zmagale še na dvojih volitvah, na Portugalskem, na Finskem je danes parlament izvolil predsednika vlade, ki je iz naše stranke oziroma iz Evropske ljudske stranke, tako da mislim, da zdaj predstavljamo v Evropskem svetu že 2/3, imamo tudi večino v Evropskem parlamentu, da tako to je evropska sila in ta povezava Slovenske demokratske stranke in navezava na ta evropski ljudski prostor je pravzaprav tudi neka naravna povezava. Saj so te stranke, krščansko-demokratske in ljudske stranke, tudi v času slovenske osamosvojitve, katere 20. obletnico danes oziroma zdaj obhajamo, prve priznale, pomagale pri naši osamosvojitvi in tudi uveljavitvi, za razliko od socialistov, ki so temu nasprotovali ves ta čas. Torej, politično gledano so to stranke, združene v Evropski ljudski stranki, ki so za pristno demokracijo, potem pa tudi gospodarstvo, pa za socialno-tržno gospodarstvo. Kako je v tem pogledu v slovenskem prostoru, kako vi te cilje nekako izvajate, pa potem tudi kakšne vsebine dajete v slovenskem prostoru? Torej, tako v našem programu, kot tudi v programu Evropske ljudske stranke piše, da gre za sredinsko politično usmeritev, v tem smislu, da je v evropskem prostoru desno od Evropske ljudske stranke liberalna stranka oziroma so liberalci, ki zastopajo predvsem interese kapitala. In levo so pač socialisti, ki zastopajo pač interese ne samo sociale, ampak zastopajo program, kako živeti na tuj račun. Zdaj nekaj podobnega v Sloveniji. Čeprav imena v Sloveniji levo, desno v veliki meri odstopajo od tega, kar je značilno za leve ali pa za desne, ali pa za levo ali pa za desno sredinske stranke v evropskem prostoru, ker pri nas se skuša tudi tista tako imenovana levica oziroma tranzicijska levica, ki je polna denarja, razglaša za socialno in za levo. In skratka je včasih to kakšnemu
dobronamernemu sogovorniku iz kakšnega evropskega medija zelo težko razložiti, kaj kakšno ime pri nas pomeni. Ne. Še posebej pa so velike težave, ko je treba razložiti, kaj dela v našem parlamentu stranka upokojencev, ne, kar ni nek evropski običaj, ali pa stranka zares, ker je že ime težko pojasniti, kaj šele barvo. No. Ampak to je tisto, kar od zunaj determinira našo stranko, od znotraj pa nas označuje naš program in tisto, kar smo počeli. Ne. Stranka, ki je na slovenskem političnem prizorišču naslednica dveh strank, ki sta nastale že leta 1989, ima 22-letno zgodovino za sabo. Ne. Ljudje vedo, kaj predstavljamo, zakaj smo se prizadevali v tem času. Poznajo tako naše dobre kot slabe plati, napake, na katerih smo se tudi marsikaj naučili in tudi plačali za to visoko ceno. In zaradi tega predstavljamo nek faktor stabilnosti. Ne. Ve se, Slovenska demokratska stranka za nas se ve, kakšna stališča bomo zastopali. To je tudi ne nazadnje pritegnilo na zadnjih dveh volitvah k nam 300 oziroma na zadnjih volitvah celo, mislim, 312-315 tisoč volivcev, kar v slovenskem številu volilnega telesa predstavlja neko pravzaprav tretjinsko opredeljeno volilno telo. To govorim zaradi tega, ker je zdaj v teh zadnjih mesecih, ko je vladajoča opcija v moralnem in političnem bankrotu, zelo moderno govoriti o novih in svežih obrazih. In ker se pripravljajo neke liste, ki naj bi se kar zdaj ustanovile in naj bi s propagando potem predstavlja neke podobe, za katerimi ne stoji nič, jih ne morejo za nič prijeti. In je to seveda najhitrejša pot k neki novi prevari. Zaradi tega je pomembno, za demokracijo v neki državi je pomembno, da obstajajo politične organizacije, obstajajo politične stranke, ki so verodostojne, za katere ljudi vedo, kaj lahko od njih pričakujejo. No, tukaj, gospod predsednik, kako bi vi opredelili razliko med vašo stranko in pa Socialni demokrati? Ker to po nazivu je zelo sorodna zadeva, ne? Ampak po vsebini pa vidimo, da je to politična filozofija in pa opcija, ki nista združljivi. V čem vidite to bistveno razliko od Socialnih demokratov? Kaj vi predstavljate, da je bistveno drugače v odnosu države? Bež rekli, da oni državo uporabljajo kot sredstvo vlade nad ljudmi, pa sredstvo kontrole gospodarstva in vsega tega. Kako je to pri vas? No, zdaj, kar se tiče Pahorjeve stranke oziroma Socialnih demokratov, je prva velika razlika med nami in njimi že v izvoru. Mi združujemo politično in pravno in moralno nasledstvo dveh izvorno demokratičnih Demosovih strank, dočim so Socialni demokrati. Mislim, da sedemkrat preimenovana stranka bivše Zveze komunistov in so tudi po statutu in po zakonu pravni nasledniki te stranke. Imajo tudi premoženje nekdanje Zveze komunistov. Vse sedeže pa urade pa... Hiša, v kateri je sedež Pahorjeve stranke, je bila lastnina Zveze komunistov oziroma so zamenjali neko drugo hišo za to hišo, ampak lastninsko in pravno je to, se imajo za naslednike in tudi politično se imajo za naslednike. Zato pač, če njim rečeš kontinuiteta, to ni žalitev, to je dejstvo. Sicer je zraven tudi seveda nekaj mladih obrazov, in tudi sam predsednik je bil narejen za delanje vtisa, kar se je v zadnjih letih to izrazito pokazalo. Ampak neko jedro te stranke je, ne bom rekel enakih, ampak podobnih, zelo podobnih pozicijah kot pred 20 ali 30 leti, če nekatere poslance danes poslušamo v državnem zboru. Vse njihove razprave niso nič drugačne, nekatere so celo bolj ekstremne, kot so bile pa 20 let nazaj.
Torej, to je prva značilnost za to stranko. Koreninjo v nekem času, ki je bil daleč od demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Druga značilnost za to stranko je, da so od tako imenovane evropske levice prevzeli to ključno paradigmo, ki se imenuje troši tudi, če ne ustvarjaš. Zaradi tega to je velik del razlogov za to zadnjo finančno in gospodarsko krizo, ker se je pač trošilo več, kot se je ustvarjalo. In če danes pogledate, katere evropske države so iz krize in katere niso, potem vidite med dvema državama, med tistimi, ki so v največjih težavah oziroma v državah, kjer smo jih vsi reševali, recimo Grčijo in Portugalsko, in zdaj verjetno še Španijo, socialistične vlade. Na Portugalskem je padla 2 tedna nazaj ta vlada na volitvah, v Grčiji je socialistična vlada in v Španiji seveda tudi socialistična vlada. To so zadnje socialistične vlade v Evropi. Ostalo vse šlo, ker se je ta cikel zaključil. Evropa je imela v tem času po drugi svetovni vojni v glavnem menjavo socialističnih in ljudskih vlad oziroma strank na oblasti. Socialistične stranke so običajno, ne samo pri nas, ampak nasploh v Evropi, državo zadolžile, so zaposlovali prekomerno v javnem sektorju, najemali kredite, povečevali proračunski primanjkljaj in seveda, ko je bilo tega preveč, so jih ljudje na volitvah zamenjali. Prišla je desna ali pa desnosredinska vlada, ki je varčevala, spravila ekonomijo v red, popravila standard, zato je morala izvesti nekatere reforme, ki niso bile priljubljene običajno in so izgubili volitve, so prišli spet socialisti, so to zapravili in tako se je stvar neki spirali, ki pa je šla navzdol, ponavljala, tako da je zdaj pravzaprav ta socialistični koncept v Evropi bankrotiral tudi v tej, recimo, z sociološkim izrazom, socialdemokratski inačici. Socializem oziroma komunizem je propadel Sovjetsko zvezo v tej enopartijski varianti, v socialdemokratski parlamentarni varianti pa je praktično bankrotiral v zadnjih letih oziroma ga je odplavila zadnja gospodarska kriza. Slovenija je pač poleg Španije in Grčije en tak zadnji relikt, kjer socializem še vedno vlada in nas pospešeno zadolžuje, približno za 8 milijonov evrov vsak dan nam povečajo naš dolg. To je strahota. Mogoče še tole, socialdemokracija, v Nemčiji so socialdemokrati v Bad Godesbergu leta 1955 zapustili ideološki pristop k politiki. Naši ga ohranjajo, v Španiji ga ohranjajo, Zapatero, potem v Grčiji pa Andrejev pa tudi. Kako to, da potem, ko je komunizem v stolnem milu propadel, te stranke vztrajajo v ideologiji pa v tehnologiji oblasti tipične za totalitarne režime? Kako si to razlagate kot politik, pa recimo v slovenskem prostoru, da ta varianta oblasti kljub vsemu pri ljudeh ima neko zaslombo? Ja, ravno zaradi te možnosti, da se neka vlada, ki dobi v roke škarje in platno za upravljanje z državo, na račun davkoplačevalcev lahko zadolžuje. Ni treba delovati racionalno in spodbujati gospodarsko rast, ki je dolgoročno seveda edini temelj realne blaginje in napredka in pač normalnega življenja, ampak se pač zadolžuje za nekaj časa. Sej vi lahko na puf živite nekaj časa. Potem pa je treba to plačati. Recimo, kako to, da politiki tega ne vidijo? Sej oni to vidijo, sej to ni tako težko to videti. Kaj potem vztrajajo v tem? Oni se zanašajo na to, da s tem zadolževanjem kupijo toliko in toliko glasov, zaposlijo toliko in toliko novih volivcev v javni sektor, recimo. V Grčiji je bila tak tipičen primer, tam so imeli
ne. Mislim, da 3-krat več učiteljev, ne, deloma jih še vedno imajo, na 100 učencev, kot pa je povprečje v Evropski uniji. In to so plačevali pravzaprav za denarjem, ki ga niso ustvarili. Ne. Zdaj mi to financiramo, tudi za Grke. Enako je to teklo v drugih evropskih državah in enako zdaj teče v Sloveniji. Ne. Ta Pahorjeva vlada je v tem manj kot 3-letnem delu svojega mandata Slovenijo zadolžila za več, kot pa smo bili zadolženi prej, vključno s podedovanimi dolgovi bivše Jugoslavije in še prej Kraljevine Srbije. Izjemno, nobena druga država v zadnjih 3 letih ni imela tako visoke stopnje rasti zadolževanja. Zdaj, ko so prevzeli vlado, so rekli, da so dobili prazne kaše. Če bi dobili prazne kaše, se ne mogli zadolževati. Ne. Ta vlada je podedovala od naše, pa tudi od prejšnjih. Drugo najnižjo zadolžitev v evroobmočju in tretjo najnižjo v Evropski uniji. Ne. V Evropski uniji sta bili leta 2008 boljši od nas Estonija in Luksemburg. V evroobmočju, ker Estonija ni samo Luksemburg, ne, ki ima skoraj 300-odstotni standard glede na evropsko povprečje. Mi smo bili takoj za Luksemburgom, imeli samo 22-odstotno zadolženost glede nacionalni dohodek. Zdaj pa gre proti 60%, kar je meja. Hrvatska je padla, zadolževanje je raslo, prej je bilo pa Hrvatska visoka in dolgovi nizki. Ta Pahorjeva vlada je za leto 2009 sprejela prvi ukrep, rebalans proračuna in je povečala državno porabo za 10%, medtem ko so prihodki zaradi krize padli za 10% in je nastala 20% luknja v proračunu. In od takrat naprej vsako leto ta vlada porabi, pokuri 20% več denarja, kot pa ga zbere v proračun. In zato izdaja državne obveznice oziroma se zadolžuje na račun prihodnjih generacij. In čez 2 leti bomo samo za obresti plačali €1 milijardo na leto, kar je 10% proračuna. Ne za glavnico, samo za odplačevanje obresti. In naslednji mandat bo za katerokoli vlado zaradi tega izjemno težak. In vsak dan, ki zdaj še potiska, oziroma vsak dan, ko Slovenija še gre v to smer, ne, nastane 8 ali najmanj 8 milijonov evrov. Ne. Vsako uro nas ta vlada zadolži za eno dobro hišo, ne. Če preračunamo to na krajši čas. Ne. Vse davkoplačevalce. In to je problem. No, veliko se govori o tranziciji Slovenije, ki še traja po 20 letih. Zakaj je ta tranzicija tako dolga in pa prvo vprašanje je, kam gre ta tranzicija? Kam gremo? Prehod v kaj? Ja, to je večkrat zlorabljena, včasih tudi prav uporabljena beseda. Tranzicija bi moral biti proces, ki bi Slovenijo postal v normalno okolje, oziroma ki bi Slovenija naredil normalno okolje. Zato je šlo pred 20 leti. Slovenija se je demokratizirala in osamosvojila zato, ker smo želeli normalno življenje v vseh ozirih. Želeli smo živeti tako, kot so ljudje živeli takrat v zahodni Evropi, se pravi ob spoštovanju človekovih pravic, svobodni in z možnostjo, da si vsak v okviru tržno socialnega gospodarstva oziroma ekonomije ustvari možnosti za življenje in da preko socialnih mrež in javnih sistemov poskrbimo tudi za dober javni standard, tako kot so ga imeli tisti, ki so se lahko tudi po drugi svetovni vojni v Evropi normalno razvijali. Mi se zaradi komunistične revolucije nismo mogli. Ampak tisti, ki so v 50 letih nabrali moč in si ustvarili monopole, so ta prehod v normalnost, ta prehod čez Rdeče morje zavirali. In ga še vedno zavirajo. Zdaj to sestop z oblasti je bila floskula, ki so jo uporabili za to, da bi obdržali oblast. Sej se spomnim, ko je Demosova vlada prevzela nekatere vzvode oblasti v svoje roke, hvala Bogu, in jih uporabila predvsem za osamosvojitev. Smo vsak dan opazovali, kako
vse ostalo deluje po starem, ne, sodstvo, mediji, finančni sistem, ne, naš prvi finančni minister je bil, mislim, da član tega nadzornega odbora Ljubljanske banke, ki je bila državna banka v celoti in ker je imela vlada tudi največji depozit tam. In je predlagal, da bi on predsednik tega nadzornega odbora, ne, Ljubljanske banke, največje državne banke, kar je logično, ne. No in je bilo glasovanje in je dobil en glas, ne, samo svojega, ne. Vsi ostali so pa, ne, ki so upravili državno banko, so pa glasovali, ne vem za koga, za Rigelnika, pač za nekoga iz starega omrežja, ne. To govorim zaradi tega, da bi ilustriral, kako pravzaprav tistih so bili prej, ne, 50 let na oblasti, večine te oblasti nikoli niso izgubili, ne. Pri nas ni šlo za menjavo, ne, malo tega, malo onega, tako kot na Hrvaškem ali pa na Madžarskem ali pa na Poljskem ali pa na Češkem, ne. Pri nas tudi takrat, ko je imel Demos vlado ali pa ko smo mi imeli vlado 2-4-2-8, nismo mogli nič spremeniti v ključnih sistemih ali pa podsistemih države, recimo v sodstvu, ne, v šolstvu smo začeli, pa ne, je potem minister Lukšič to v 2 mesecih, ne, potisnil stvari nazaj, recimo pri učnem programu za zgodovino, ki je pač pomemben. Nič se ni dalo narediti v nekaterih finančnih institucijah, ki so bile, ne vem, na pol v tuji lasti, recimo Nova Ljubljanska banka, na pol lasti starih omrežij, ne, tako da so ljudje kot gospod Kramer ostali zaščiteni tudi v času, ko smo mi imeli mandat, ko smo predlagali spremembo zakonodaje, nam jo je rušilo Ustavno sodišče. Tako da smo bili zelo omejeni in tudi za prihodnost, ne, zdaj, če zaključimo ta pogovor o tranziciji, ta prehod normalnost ne bo nič hitrejši, če ne bodo stranke, ne, tega, rekel, avtentično demokratičnega bloka, ne, sem spadajo poleg nas še Nova Slovenija in jaz upam, da še vedno tudi Slovenska ljudska stranka, dobile takšno večino, da se bo dalo, ne, to normalnost dejansko uzakoniti tudi preko sprememb ustave, ne. Brez tega pač ne bo šlo, ne. Če ne bo večine za ustavne spremembe, lahko naredimo karkoli, Slovenija se bo še vedno opletala z nedelovanjem sodstva, z 500 000 sodnimi zaostanki, z tem, da noben resen kriminal ni kaznovan, s tem, da se lahko milijarde, ne, odlivajo sem in tja, ne, pa se nikomur nič ne zgodi, ne. In potem ljudje tudi izgubijo zaupanje v pravno državo, ne gredo na volitve in potem ima tista tretjina, ki nekako programsko, pa tudi interesno, zaradi svojih interesov, ne, zagovarja tranzicijo, kot je bila doslej, ne. In je to pač združeno v tem sedanjem vladnem trojčku, zdaj že dvojčku, no. Lahko potem vlada, ne, za manjšino glasov. No, zdaj bomo praznovali 20-letnico samostojnosti in države svoje, in tukaj tudi pride v ospredje vprašanje državotvornosti, ne. Državotvornost je zelo prožen pojem, ne. Zdaj, kako vi kot stranka gradite oziroma delujete državotvorno, mogoče to, in zakaj neka skrb za skupno dobro, za dobro države, ne, je v Sloveniji tako, pravzaprav neko zelo ohlapno mnenje samo, to ni nekaj bolj globokega, resnega. To malo zaradi tega, ker niso imeli svoje države, 1000 let skoraj, ne, več, da to se nekako v Sloveniji ni gojilo, ali pa da je sedanje stopanje Slovenije v Evropsko unijo in pa v prihodnost v teh globalnih perspektivah, da je državotvornost tudi zelo zahtevna zadeva. To je zelo težko opredeliti za naprej, kaj je tisto, kar bo najbolj gradilo boljše življenje v bližnji prihodnosti. Kako vi vidite te procese v slovenskem političnem laboratoriju, če tako pravimo, ne? Ker
Te stvari v narodu morajo zaživeti, ker sicer narod izgubi neko busolo, ne? Neko orientacijsko točko. Ne? Če mi o državi govorimo samo negativno ali pa z zelo nizko stopnjo miselnega naboja, ne? Potem to ne raste. Ne? Ampak država pa tudi mora imeti eno globok smisel po vsebino in to potem ljudem da tudi voljo za delovanje tudi v korist države pa vsega ljudstva. Kako vi vidite te stvari danes kot možnost in pa kot problem, politični problem pa nas? Ne? No, kar se tiče Slovenske demokratske stranke, je, kot sem že prej razlagal, naš izvor v najbolj državotvorni politični koaliciji v zgodovini Slovencev, v Demosu, ki je pravzaprav uresničil svoj politični program z osamosvojitvijo in nastankom slovenske države, in to tradicijo mi držimo vse skozi. Je pa to širši problem, ne? To, da imamo Slovenci mlado državo, ne pomeni, da te državotvorne tradicije ni, ne? Oziroma da je zelo kratka. In da smo prej tako ali drugače vsako državo, ne, čutili kot tujo, ne? In to upravičeno. Saj do leta 1991 je v novem veku, ne, vse države, ki smo jih imeli, niso bile države slovenskega naroda. Ne? Zato tudi ni slučajno, no, da je en od slovenskih ljudskih junakov Martin Krpan, ne, ki je državo goljufal, ki je švercev oziroma je tihotapil sol. To je tudi antidržavni princip. Ne? Ja, no, ta primer je večkrat dejal za ilustracijo tega, kako je kakšne stvari težko urediti, ne, zaradi te miselnosti. Dr. Andrej Bajuk je razlagal zadeve takrat okrog davčne reforme. Ne. No, kljub temu smo Slovenci, kar smo bili in smo še vedno, ne, kar taki, bomo rekel, dobri plačniki davkov v primerjavi recimo sosedi Italijani ali pa Grki ali pa še kakšnimi ljudmi, ki so z nami ob Mediteranskem morju. Ne. No, kljub temu traja, no, da se lastna država posvoji, ne, da ta zavest zraste. S tem, da jaz opažam, da je tega pristnega odnosa do Slovenije kot do domovine in države precej več na obrobju, ne. Da je tega najmanj v Ljubljani. Ne. Bolj gre stran od Ljubljane, ne, bolj je tudi v teh časih, ko obhajamo 20. obletnico slovenske državnosti, bolj greš ven z Ljubljane, bolj je to pristno. Ne. Se čuti to. Tudi izven formalnih meja. Ne. Prejšnjo soboto, oziroma petek, sem bil v Stari Gorici, kjer je Slovenski kongres organiziral proslavo za pač naše nekdanje zamejce. Zdaj Mester ni več, ne, ampak treba neko novo ime pogruntati, ampak gre za Slovence, ki so živeli odtrgani, ne, od matice, dokler nismo spet prišli v Evropsko unijo in je ta vez je spet bolj tesna, tudi formalno. Bila čudovita proslava, ne, ali pa mesec še malo nazaj sem bil v Torontu med našimi rojaki v Kanadi. Izjemna pristna doživeta slovesnost z vrhunskim umetniškim kulturnim programom, česar se bojim ne bomo doživeli na nekaterih državnih slovesnostih v Ljubljani. Ne. Pa tudi teh zadnjih dneh sem bil po nekaterih občinskih oziroma pokrajinskih proslavah v različnih izvedbah. Vse je bilo zelo prisrčno, ne, pristno, veliko iskrenega domoljubja, odprtega. Ne. Doživel sem par zelo takih prijetnih trenutkov, ko je bila zapeta prava slovenska himna, tista, ki je zapisana v ustavo, se pravi cela Zdravljica, ne samo zadnja kitica, ker govorimo o drugih. Ne. Že ta primer, na kjer ga je opozoril pisatelj Boris Pahor, ne, na nek način ilustrira to vaše vprašanje, ne, oziroma poanto vašem vprašanju glede državotvornosti. Leta 1994, ko je levičarska koalicija v našem parlamentu sprejela zakon o himni
in zastavi Republike Slovenije je tista večina potvorila. Ne. V ustavi piše himna, ne, Slovenija je Zdravljica. V zakon so pa napisali, da je himna Slovenije 7. kitica, ne. Prešernove Zdravljice, kar piše tudi, kar ima osnovo, do tega ni prišlo slučajno, ne. V nekem članku, ki ga je napisal takratni sekretar Komunistične partije Slovenije Boris Kidič leta 1942, je 7. kitica Zdravljice vzeta kot primer, ne, nekega pristnega komunističnega internacionalizma. Še vedno je vsi narodi. Ne. To je internacionalistično besedilo, ki je sicer v povezavi z ostalimi kiticami Zdravljice, ne, idealno, ne, jasno. Če se pa iztrga? Sosedom je treba želeti dobro, ne, in vse ostalo, vendar pa je treba najprej povedati, kdo si ti, ki želiš sosedu dobro. Ne. Najprej moraš Svojo identiteto. Prešern je to zapisal, ne, komu naj pred veselo Zdravljico bratja čmo zapet, ne, Bog živi nam deželo, Bog živi na slovenski svet, ne, brate vse, kar nas je in tako naprej, ne. In potem, ko je ta Zdravljica zapeta lastnemu narodu, ne, je seveda na koncu tudi izraz te odprtosti in želje po dobrososedskem sodelovanju, kar je vse pozitivno. Ja, seveda. In to je tudi zapisano v ustavo. In ko se je ob osamosvojitvi pela Zdravljica, se je pela cela. Se ni pela samo internacionalistična kitica. Skratka, tako so nas skozi teh 20 let, ne, s to tako imenovano tranzicijo goljufali od primera do primera. No, sedaj mogoče še ne moramo mimo finančne krize, pa gospodarske krize, malo sem že povedala, ampak tole vprašanje, kaj je največja ovira, da Slovenija ne more iz krize? Ali je to preveliko zadolževanje na tujem, ali je to upad kakovostne proizvodnje, ali je to predraga država, ali so to nesposobnost sedanje vlade spodbujati podjetnike in druge gospodarske dejavnike, ne zasnujejo nove proizvodne in druge donosne projekte, ne? Ali pa je to tudi recimo nek pristop k državi, ki ga je čas razkrinkal kot miselno plitev. Recimo koalicija pristopa. Verjetno bo vsega malo, ampak kaj se vam zdi v tem trenutku najbolj pomembno, kje bi bilo treba največ delati? No, če pogledamo, kdo je danes še v krizi, ne, Evropa ni več v krizi, ne, svet ni več v krizi, nihče več ne govori o tem, ne, vsaj ne o krizi, ki jo imamo mi, ne. Nekateri se bojijo prihodnje, ne, mi smo pa še v prejšnji. Poleg Slovenije so v krizi še Španija, Grčija, Portugalska, Nemčija, Francija, Nizozemska, Avstrija, Mačarska, Skandinavija, Madžarska, Poljska. Poljska sploh ni imela recesije, ne, mimogrede. Te države so iz krize, ne, in tudi naš izvozni del slovenskega gospodarstva je kar dobro okreval zaradi tega, ker ne, so vlade tistih držav, kamor mi izvažamo, sprejele ustrezne ukrepe. Slovenska vlada jih pa ni. Ne. Zdaj, vprašanje je, zakaj... Je to zasluga drugih? Absolutno. Zdaj, če je nemška vlada sprejela, ko je nemška vlada sprejela prave protikrizne ukrepe, se je recimo proizvodnja avtomobilov v Nemčiji pa tudi prodaja povečala in tisti, ki pri nas delajo sestavne dele za nemško avtomobilsko industrijo, so dobili več naročil. To ni nobene veze s tem, kaj je delala slovenska vlada, ne, ni nobenih zaslug za to. Ne. Tisti del, ki ekonomije v Sloveniji, ki pa je vezan na domačo potrošnjo, na domače investicije, na infrastrukturo, ta pa nazaduje. Najprej propadla tekstilna industrija, ne, potem praktično cel gradbeni sektor, ne, in zdaj gre to navzdol do mnogih malih in srednjih podjetij, ki so bili podizvajalci, niso dobili plačan, ne, od teh SCT in drugih teh velikanov. Večinoma ljudje mislijo, da je tako samo zaradi nesposobnosti te vlade. Ne. Nesposobnost je samo en od razlogov. Ne. Drugi razlog je konceptualni. Ne.
vlada ni samo nesposobna, ampak vladi prevladuje ta socialistična mentaliteta, da je možno živeti na tuj račun. Da se je pač možno zadolževati. Oni so rekli, zdaj je kriza, mi se bomo zadolževali, zdrževali socialni mir, naprej zaposlovali v že itak preveliki državni upravi. Ko bo prišel račun, nas ne bo več tukaj. Ne. Tako je to približno teklo in tako v tem trenutku še vedno teče. Zato tukaj ni druge rešitve kot predčasne volitve. To je edina izhod. Edina pot. Ne gre samo za vlado, tukaj gre za to zmotno prepričanje, da je možno živeti na tuj račun v vladni koaliciji, med strankami, ki imajo večino v parlamentu in ne glede na to, da ene izstopajo z vlade, druge ne, v parlamentu več ali manj zastopajo to isto stališče. Ne. To je daleč od tega, da je bila kakšna razvojna koalicija. Ne. To je zgubaška, ne. To je pufarska koalicija, ki bo Slovenijo spravila v položaj, iz katerega se bomo žal kar nekaj časa kopali. No, zdaj imam hipotezo, da so predčasne volitve, pa da pobladne stranke zmagajo, pa da vi vodite vlado. Česa se boste najprej lotili? Bi se najprej lotili? Ja, nujno je najprej takoj zajeziti to državno oziroma javno porabo na vseh tistih točkah, kjer ne gre za nujne stvari. Ne. Koliko je to po vašem obseg tega? No, zagotovo je v sistemu javnih naročil, kjer ves javni sektor nabavlja kakšnih 20 do 25% rezerve, kjer se da z drugačnim sistemom veliko privarčevati. Pri zaposlenih v državni upravi je tudi velika rezerva. Zdaj, ni povsod enaka. So sektori, ki dobro delajo in ker pravzaprav ne moreš nobenega vzeti brez škode. So pa oddelki ali pa uradi, ki jih lahko cele ukineš, pa se ne bo nič poznalo pri učinkovitosti. V tem času, ko je bila Slovenija v krizi, ko se je enormno zadolževala, je ta vlada ustanovila, mislim, da 16 ali 17 novih agencij in uradov, kar za sabo se potegne dodatne stroške, ne samo pri plačah, ampak tudi pri materialnih stroških in tako naprej. To je treba najprej narediti, ampak to ne bo dovolj, ker smo mi v tem času porabili, oziroma so porabili 8 milijard, ki so se razgubile, delno pojedle, delno porazgubile po raznih kanalih, iz tega nismo nič ustvarili. Tako bo treba z varčevanjem ustvariti dodatno rezervo za to, da bo gospodarstvo lahko zadihalo, da bo ustvarjalo nek dobiček, da bo to lahko vlagalo v nove programe, da bodo tam lahko zaposlovali nove ljudi. In krize bo v Sloveniji konec, ko se bo začela povečevati zaposlenost. Ker vsak, ki se na nov zaposli, je en majhen korak k izhodu iz krize, ker ta tudi polni proračun, skrbi zase, je potrošnik, preko DDV-ja tudi prispeva, plačuje v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Torej, ključ za izhod iz krize je novo delovno mesto. Vsako novo delovno mesto, ne v administraciji, tam je to strošek, ampak v gospodarstvu je majhen korak na poti iz krize. In ko bo teh majhnih korakov 20-30 tisoč, bomo zunaj. Potem je to že realna pot iz krize. Ja, to je realna pot iz krize, ker če bi Slovenija imela danes toliko zaposlenih, kot smo jih imeli leta 2008, nobene krize. Nikakršne krize ne bi bilo, vse blagajne bile polne. Kako je bila takrat vaša zasluga vaše vlade, da je gospodarska rast bila 6% letno? Koliko je tukaj takrat vaša vlada prispevala k kreiranju novih programov? To je bila konjunktura evropska? Konjunktura je bila v celi Evropi, ampak Slovenija se je razvijala v času konjunkture še enkrat hitreje, kot je bilo povprečje Evropske unije. Ko pa je bila kriza, smo pa padali še enkrat hitreje. Se pravi, ne gre samo za... To ni logično. Ne gre samo za vzrok krize, sveda. Če bi ta vlada bila enako uspešna, kot je bila naša, potem bi mi morali padati za polovico
počasneje, kot pa je padala v času recesije Evropska unija. Ja, ali pa še manj, smo pa padali še enkrat hitreje. Kot že rečeno, Poljska recimo sploh ni imela recesije, ker so sprejeli ukrepe, kakršne smo tudi mi predlagali v začetku leta 2009, ampak je to ta vlada vse, oziroma ta vladna koalicija vse zavrnila. Je ta relativna primerjava, vse pove, Zdaj, govorite eno, drugo, to papir se prenese, ampak ko pa pogledamo, da smo bili leta 2008 na 92% povprečne razvitosti Evropske unije po kupni moči na prebivalca, kar je nek realen pokazatelj standarda. V času Pahorjeve vlade pa smo konec lanskega leta padli na 87%, se pravi, smo padli za 5%. Prvič v zgodovini, odkar Slovenija obstaja, smo šli nazaj, ne naprej. Potem je jasno, da smo mi nekaj narobe delali, da ni to zunanji vzrok. Sedaj v tem času slovesnosti se mnogi sprašujejo, kakšno korist ima Slovenija od članstva v Evropski uniji. Kaj bi rekli, v čem je Evropska unija za Slovenijo prednost in kaj moramo storiti, da bo to še večja prednost? Ker se sliši veliko kritike, ne? Ja. Sej, to je tudi eden od naših problemov, en od slovenskih problemov je bil, da smo se znali zgovarjati na druge. Zdaj, dokler nismo imeli lastne države, je to velikrat veljalo. Denar je rešil po Savi navzdol, tako kot so ljudje govorili. In ni praktično nič nazaj prišlo. Zdaj, odkar smo pa samostojni in od leta 2004, ko smo v Evropski uniji, pa so nekateri procesi obratni. Zdaj pa Slovenija prvič dobiva nekaj od zunaj. Za to obdobje 2007-2008, ki smo ga izpogajali še v naši vladi, je Slovenija izpogajala 4,5 milijarde evrov za kohezijska in druga sredstva. To je velik denar, ja. Del tega denarja je še vedno na voljo. To je pravzaprav edini denar, ki ga Slovenija zdaj ima za razne investicije. Tudi za, komunalne ureditve ali pa za zgradnjo centrov za ravnanje z odpadki po občinah. To je v glavnem evropski denar z kakšno 15 ali pa 20% slovensko udeležbo. Se pravi, to je prva korist, ki jo ima Slovenija, neposredna korist. V 7 letih do 2014 4,5 milijarde evrov. Druga takšna velika korist je od odprave carin. Odkar smo v Evropski uniji, ni več carin na naših mejah. Mi lahko izvažamo kamorkoli v Evropsko unijo prosto, tudi uvažamo lahko brez carin. To je bila velika spodbuda za slovensko gospodarstvo. Potem smo šli v evroobmočje. To je v teh kriznih časih, je to prinesla finančno stabilnost. Veste, če bi mi ne bili v evroobmočju, bi bila vrednost naših nepremičnin ali pa prihrankov pri tistih, ki jih imajo na bankah, po moje za četrtino nižja, ker bi morali devalvirati lastno valuto, ker ne bi zdržala teh pritiskov. Evro je močna, je svetovna valuta in se pač lažje brani. Res je, da moramo zdaj, ko se pomaga tudi Grčiji, plačevati, kar ni pravično, ker pravzaprav revnejši plačujemo bogatejšim in bo te standarde treba popraviti, oziroma ta pravila treba popraviti, drugače območje ne bo zdržalo. Vendar pa je ta prednost oziroma to, kar je Slovenija dobila z stabilnostjo, zaenkrat bistveno večji plus od teh minusov, ki nastajajo s tem plačevanjem. Kaj pa na politični ravni, se pravi enotna zakonodaja oziroma neki standardi, potem neka konkurenčnost navzven Evropske unije kot celota navzven gospodarski, koliko to tangira, se nekako čuti v Sloveniji? Največji napor za Slovenijo, ko je šla Evropska unija, je bil prilagoditi formalno naše standarde evropskim. To je bilo treba spremeniti, koliko 1000 zakonov in
Ampak v glavnem smo prevzeli boljše standarde, ne, kot smo jih imeli prej. Evropski standardi so bili boljši od jugoslovanskih. Ne. Sej, če ne bilo temu tako, bila Jugoslavija bolj razvita od Zahodne Evrope, pa nikoli ni bila. In to je seveda dolgoročen plus, ne, ker so to tudi svetovni standardi. Ne. Vendar pa je tukaj še nekaj težav, ne, ker mi smo standarde sprejeli velikokrat na papirju, ne, pa v zakone smo napisali, pa v smernice, ne. Nismo se pa temu prilagodili s svojo miselnostjo, pa z delovanjem, ne, zato smo ponekod še malo manj konkurenčni, ne. Smo pa seveda z vstopom v Evropsko unijo dobili tudi kot država, ne, kot posamezniki smo postali enakopravni, ne, recimo, ne, mladi iz Slovenije gredo lahko študirati. Kot predsednik vlade, kako to izgleda? No, vse to sem hotel povedati, ne, kot država, ne, smo pa težo naroda, ne, ki ima to samostojno slovensko državo zdaj 20 let, bistveno povečal, ne. Specifična teža Slovenije, odkar je v Evropski uniji, je bistveno večja, ker zdaj država, ki ima 2 milijona prebivalcev, pri pomembnih odločitvah ima, kot sami pravite, en glas, ne, tako kot Nemčija ali pa Francija, ki ima 40 ali pa 50-krat več prebivalcev in temu primerno takšno in drugačno moč, ne. In 2-milijonska Slovenija je pol leta predsedovala Evropski uniji, ki ima 500 milijona ljudi in je pač sprejemala zelo sprejemala zelo pomembne odločitve, ne, in je mogla usklajevati tudi različne interese velikih in so morali na nek način poslušati našo mediacijo, ne. Skratka, te formalne možnosti so velike, odvisno je, koliko jih zna seveda tudi izkoristiti, ne. Tako da Evropska unija je za Slovenijo ugodno okolje, ne. Ima svoje slabosti, absolutno. Je pa vseeno to daleč najbolj ugodno okolje, kar smo ga imeli mi, naši predniki, kadarkoli v zgodovini. Seveda, torej, to komponento je treba vključiti kot zelo pozitiven dejavnik v času praznovanja, ne? Kot eno refleksijo, ki se ne moramo odpovedati. Ne? Če bi 20 let nazaj takrat lahko ljudem, dajmo se vlada obljubila, poglejte, zdaj se bomo osamosvojili, ne, 15 let zatem ali pa še manj, ne, 13 let zatem bomo pa že člani Evropske unije in NATO, se ne bi nihče verjel. Ne bi nihče verjel, ne, pa se je vse to zgodilo. Ne. In ne, 2 let, oziroma 4 leta kasneje smo vodili Evropsko unijo. No, to pa sploh ne bi noben verjel, če bi takrat... No, ko ste vi vodil tale slovenski semester, kaj so takrat najbolj upoštevali? Kaj je bilo tisto novost, ki je bila sprejeta v Evropi? Je to vaš politični, osebni odtenek bil? Je to bil tudi odtenek slovenske države kot take? V čem ste videli, da nas jemljajo resno, da nas upoštevajo? No, pozornost do Slovenije je bila, Slovenija ni najmanjša država, ne, Evropske unije, recimo Luksemburg je še 4-krat manjši, pa je tudi že prej vodil Evropsko unijo, tako da to, da bo majhna država vodila Evropsko unijo, to ni bilo tako opazno, ne, in zanimivo. Bilo pa je zelo opazno in zanimivo to, da je Evropsko unijo vodila država, ki je 18 let predtem sploh še ni bilo in ki je 4 leta predtem vstopila v Evropsko unijo. Vsi so nas opazovali, ne, ali bomo to zmogli, ali je to sploh možno. In še posebej druge nove članice so zelo držale pesti za nas, ne, vi ste prvi, ne, od tega, kako se boste vi odrezali, bo odvisno tudi, kako bodo na nas gledali, kako bodo nas tretirali. No in seveda, mi smo bili hendikepirani s tem, ker nismo imeli izkušenj odprej in se je bilo treba pač vse naučiti. Smo imeli to prednost, da tudi nismo imeli kakšnih zamer odprej, ne. In nismo bili vključeni v kakšne, Evropska unija je pač, ne, tudi 50-letna zgodovina raznih trgovanj, pa
tudi blokad, nažalost, pa tren med velikimi članicami in nekdo, ki je v tisto vmešan, ne more biti mediator. Ne. Slovenija se je lahko mirno postavila na nevtralno stališče in je rekla, nam se zdi, da je stvar takšna. Ne. In nam ni mogel noben očitati, da navijamo za enega ali pa za drugega. Zdaj, ta vloga je prišla zelo prav, recimo, ko smo reševali situacijo, ko je Kosovo razglasilo samostojnost. Ne. Takrat so vsi pričakovali, da bo tam pravzaprav vojna, da bo Evropska unija se razcepila na dva tabora in tako dalje. Nič od tega se ni zgodilo. Ne. Tak primer, sicer manj opazen, ampak enako zahteven je bil ta partnerski sporazum z Rusko federacijo, ne, ker je bila Evropa tudi zelo razdeljena in smo mi s trajnostjo, pa tudi s tem, ko nam ni mogel nihče očitati, da navijamo za eno ali pa za drugo stvar, rešili te blokade, ne, in sprostili to pot za podpis tega sporazuma, ki je za Evropo izjemno pomemben zaradi surovin, ne, ki jih nabavlja v Ruski federaciji. Ta izkušnja je bila izjemno zanimiva, ne, tudi, zdaj, ko ste že povedali, tudi zame osebno. Ne. Še mogoče en podvprašanje. Koliko je ostalo v ruski državniški miselnosti danes od leninizma? Ja, nekaj tega je ostalo. Ne. Čeprav, ko sem bil na uradnem obisku v Moskvi leta 2006, smo šli tudi pogledati ta Rdeči trg, ne, in ta kraj, kjer je ta znani Leninov mavzolej, ni bilo nobene vrste tam. Ne, pač ne. Nekaj ljudi je prišlo to pogledati iz neke, rekel, radovednosti, ne. To se res plača videti, ne. Če kdo hoče videti, rekel, mrtvi duh komunizma, ne, mora tisto pogledati, ne. To je prav občutno. Ne, to morbidnost se tam začuti. Ni pa to več razen morda pri teh nekaj posameznikih iz te najstarejše generacije, neke resne nostalgije po komunizmu. Ne. Je pa, in to je treba upoštevati, resna nostalgija pa po tem socialističnem imperiju, ne, po tej bipolarnosti, potem, ko je bila Sovjetska zveza smatrana kot antipod, ne, Amerike, in ta imperialni, ta občutek tega rdečega imperija, ne, to pa še gojijo in to je po svoje nevarno. Ne, to tudi preprečuje, da bi Rusija imela bolj odločno, pozitivno, ne, vlogo pri reševanju teh mednarodnih zadev, ker se stalno spotika ob ta resentiment. Kako pa se pri ruskih voditeljih videli ta odklon od komunizma? Kje so se najbolj oddaljili od komunizma? Kakšne so bile spremembe v njih? Kako so stvar pragmatično? Malo je držav z vlado tako grobega kapitalizma, kot je Rusija. Če danes pogledate, ne, kako je tam bogatstvo razporejeno, pa socialne razlike in tako naprej. Ne. Rusija, tako kot je bila prej ekstremno komunistična država, je danes prej, rekel, kapitalistična država, čeprav mahajo še s kakšnimi starimi simboli. To je posledica notranjih razmerij ali je to vpliv od zunaj, ker vsi hočejo tam tudi nekaj... Ne, to je posledica tega, da si je del nekdanje vladajoče elite, ne, tajnih služb, partije in tako naprej, tisti, ki so pač videli, kam te spremembe vodijo, prigrabil položaj elite v teh novih razmerah in to jim zagotavlja materialna moč, ne, finance, obvladovanje naftnega sektorja, surovin, ne, s katerimi je Rusija bogata. Ne. Ja, pa imate občutek, da je ljudstvo vsem zadovoljno? To je bilo moje vprašanje, ko sem bil tam na obisku. Ne, seveda od uradnih predstavnikov dobiš take diplomatske odgovore. Ne. Tudi vprašanje moraš postaviti diplomatsko. Zelo zanimiv odgovor mi je dal en od svetovalcev takratnega moskovskega župana, ne,
ki sem jaz zdaj malo bolj tako odprt, pa sem ga vprašal, zakaj. Moskva je veliko mesto, tudi veliko problemov. Ni videti, da bi tukaj vseeno obstajala neka želja po demokraciji, po civilni družbi, po tem, da bi vrvelo, tako kot če greš kakšno zahodno mesto. Je rekel, to je zato, ker so bile generacije Rusov toliko prikrajšane za te materialne dobrine, da zdaj, ko je na policah polno tega, ko se da tudi malo tako ali pa drugače zaslužiti, vsi lepijo samo po tem. Skratka, nekdanjo ideologijo je zamenjala neka groba potrošniška miselnost, in druge stvari so pač v ozadju. Je pa dejal ta isti profesor, da to ne bo večno trajalo. To ne bo večno trajalo in da se bodo stvari začele spreminjati. Ne samo to, ampak tudi ljudje se zasitijo materialnih dobrin. Ljudje nismo samo materialna bitja. Človek je večdimenzionalno bitje, je tudi duhovno, kulturno in potem postanejo tudi te dimenzije pomembne. No, sedaj se omenili tole duhovno pa kulturno bitje. Kako se te stvari odvijajo v Sloveniji? Mi imamo veliko teh podobnih problemov kot Rusija. Ne toliko, ker je bil ta čas komunizma krajši, na srečo. V Sloveniji, v Rusiji ne srečate nobenega živega več, ki bi se spomnil, kako je bilo prej, pa še prej niso imeli kakšnih normalnih razmer v carski Rusiji. Bolj normalne so zagotovo bile kot pod komunizmom sicer. Tako da del problema je podobnih, niso pa tako drastično grobi. Tako da Slovenija je vse na boljšem, bi rekel, v zvezi s tem. Pri enih vprašanjih pa tudi ne. Recimo, nekdanji ruski predsednik, zdaj predsednik vlade, Vladimir Putin, je ob obletnici množičnih pobojev na tem vojaškem poligonu zraven Moskve bil sposoben iti in v kamero ruske državne televizije zelo jasno in glasno obsodi te zločine. V Sloveniji od nobenega predsednika doslej nismo slišali takih besed. Zdaj so prišla do konca, vprašanje je še veliko, ampak še kdaj drugič. Samo še to, kaj bi priporočili zdaj preko televizije vsem nam, kako naj upravimo ta jubilej samostojne države? 20. obletnico, 20. rojstni dan Slovenije lahko praznujemo ponosno. Dosegli smo veliko v teh časih in tega smo lahko veseli, če ne bi izkoristili tega trenutka 20 let nazaj, če bi bili takrat Slovenci zamudniki, vprašanje, kdaj bi se priložnost ponovno ponudila. Zato, kar nismo storili v teh 20 letih, pa bi morali, vsaj za nekatere stvari priložnost še bo. Prej bo nastopila, toliko bolje za nas. In kljub temu, da zadnja leta pa mesece zgleda, kot da smo malo opešali, kot da je ta ustvarjalna energija Slovencev nekako potisnjena na stran, moramo vedeti, da je to površina, da je to nek oder, kjer nastopajo tudi maske in lutke preteklosti. Da pa obstaja tudi Slovenija, kot je obstajala pred 20 leti. In ta bo slejko prej, ta bo ostala, ta bo prišla nazaj. Ta čas se bliža vse hitreje in takrat bomo seveda dokazali, da zmoremo bistveno več od tega, kar vidimo danes. Torej, iskrene čestitke v 20. obletnici. Hvala za pogovor, hvala za obisk, pa še kdaj. Hvala vam.